Monike, gledate oba vloga, veste, da so tele ribe včeraj kupila pri ribiču, tako da danes sva jih spekla, zdaj se bo pa mastila. Danes smo malo več za prevozati, okrog 110 km, ker zdaj v smeri, kamor gremo, bojo sami visoki hribi, tam ene 500, 600, 700 metrov in nama ni na toliko visok za prespati, ker so na tej višini še kar nizke temperature, po noč recimo 0 stopinj. Videl so se pa zdaj že malo razvadila na poletne temperature, tako da bomo rajš kar naprej do morja šli spet. Gremo pa drugače to proti jugu tega prvega najbolj vzhodnega prsta Peloponeza in gremo danes še ne, ampak v nadaljevanju v naslednjih dneh, ko bo lepo vreme, bomo šli do enega lepega polotoka, Monnemvazija mislim, da se imenuje. Tako ful zanimivo zgleda, ker je tako, no, saj boste videli. Tja, kjer sva imela namen iti, je parkiranih že 11 kemperjev, tako da sva se odpeljala naprej, pa tle parkirala blizu, no, zdaj so bliže cesti, ampak samo en ven je tam ne daleč. Tako da ja, no, tale Peloponez nama je vedno manj všeč, saj je lep, ampak čist preveč oblegan. So v novicah prebrala, da se lahko bencin v Sloveniji čez noč podraži za 16 centov, ker ga primanjkuje. Sicer to gre za Slovenijo, ampak tudi tle v Grčiji se vsak dan draži, skoraj vsak dan je 5 centov dražji. Tako da bo zdaj skočila še hitro na pumpo, 5 km stran je samo, tako da se bo vse poznal, če se res veliko podraži. Se bo vozila prvič čez noč po mojo v Grčiji. Mislim, da ne vem, če so se že. Nažalost moram zdajle pisati, ampak mi pa vsaj družbo dela šopek rožic, sicer v kozarcu, ampak mi jih je Rok zjutraj nabral, ker je danes dan žena. Pa je prav lep. Evo, Nasti pridno piše, dela. Midva Šnovka bo šla pa malo na sprehod po temle kolovozu. Ne veva sicer, koliko daleč gre, bova videla. Je pa kar lepo tle naokrog, no. Kolovoz se je tlele končal, zdaj pa nadaljujeva po eni bolj kot ne kozji stezi oziroma že bolj po brezpotju. Drugač kemper je pa tamle dol. Danes se odpravljamo naprej, sicer je že popoldne, ampak nimamo danes veliko za prevoziti, zato ker gremo v bližino tega polotoka. Jutri bomo pa si ga šli ogledati končno. Ja, upava, da bo lepo vreme napovedano, je kar sončno, ampak je napoved v Grčiji zelo nezanesljiva. Sicer res, da
večinoma do zdaj je bila napoved slabša, kot je bilo, tako da upava, da bo v redu. Se bomo pa zdaj peljali mimo one pumpe, kamor smo šli zadnjič tankat, tako da bomo videli, no, a se je splačala ali ne, a se je tudi tle ful podražila nafta in za koliko. Prejšnje 2 dni je bila napoved ful slaba, da bo skozi dežval in na koncu je bilo v resnici tako sončno, oblačno, dežja sploh ni bilo. Ja, zato smo čakali današnji dan, ker danes ne bi bilo pa skoraj brez oblačka, da bi šli mi danes v mesto pa na to skalo tle malo pogledat in zdaj realnost je pa taka, danes je skozi dežval, v bistvu do 10 je dežval, zdaj sicer nehala, ampak še vedno skozi vsake toliko malo porusi, je pa še vedno vse oblačno in ful piha zunaj in res ni primerno vreme za v mesto hoditi, tako da ne vemo, kaj bomo danes. Ja, piha tako 30 vozlov, tako da ja, čisto sranje. Ne vemo, a ne tle čakamo, ali ne gremo naprej, ali kaj naj. Mogli se bomo odločiti. V glavnem, zdaj je bilo vmes že skoraj čisto sončno, pa smo se odločili, da gremo tja. Zdaj se je spet totalno poblačil, pa še zmeraj ful piha, ampak so ugotovila, da brez veze, da tle čakamo, ker se očitno ni za zanašati na napovedi, tako da gremo tja, pa pač se bomo oblekla. Upava na najboljši. Bomo videli. Smo si uspeli ogledati mesto, vreme je bilo tako, recimo temu aprilsko, malo je dežval, malo je pihal, malo je bilo tudi sonca, vsega smo imeli. Drugače pa to mesto nastalo na otoku, zdaj so ga kasneje povezali s cesto, nastalo je že v 6. stoletju in ena zanimivost je, da ponovadi so mesta vedno nastala tam, kjer je bila voda, tukaj pa ni neke naravne vode, nekih izvirov, reke itak ni na tej skali, tako da so pol imeli sisteme cistern in zbirališč oziroma zbiralnic vode, ki so se pol stekale v te cisterne, odkudar so pol imeli vodo. Kot ste pa videli na posnetki, sta v bistvu to 2 mesti, eno je gor na vrhu hriba, drugo pa bolj dol. Na vrhu so seveda živeli včasih višji sloji, spodaj pa razni pomorščaki, trgovci, trgovine so tudi bile, delavnice, pač nižji sloji. Ne. Drugače pa gor ful lepo tudi ohranjena ena cerkev Hagija Sofija. Ja, imenuje se tako kot tista v Istanbulu, zato ker dejansko je kao kopija, tako kot zdaj izgleda nje. So pa sicer, ko so Benečani tukaj vladali, je bila to krščanska cerkev, potem so Turki prišli, so jo spremenili v mošejo, potem so bili spet Benečani, pa so spet v krščansko cerkev, potem spet Turki v mošejo in potem, ko je pač Grčija ratala samostojna država,
in so osvobodili mesto, je zdaj spet krščanska cerkev. Ker pestra zgodovina v glavnem. Je pa res zanimivo zavidati, tako da tole res priporočava ogled. Mogoče jim priporočava ogled v malo boljšem vremenu, kot smo ga imeli mi. Ja. Ampak je bilo pa tudi tako zanimivo vseeno. Je pa to drugače za ta vlog, tako da se vidimo v naslednjem. Dio.